Smemo uvod narediti. Ti izvoljen uvod. Evo, super, dobrodošli. V sklopu letošnjega tekmovanja pa naše predstavitve smo se odločili tudi, da letos na državnem prvenstvu naredimo tudi eno predstavitev barvanja figur. Na moji desni je Luka Jančič. Ja. Luka v sklopu naših izobraževanj vodi tudi Akademijo barvanja figur. To pomeni, da v bistvu imamo enodnevne tečaje, na katerih učimo starejše, mlajše maketarje, kako se v bistvu nekih osnov, kako se neka figura pobarva. Tako da danes to, kar bo Luka naredil neko kratko predstavitev, je neka uvertura v to, kar bomo drug teden imeli na izobraževanju. To se imenuje Akademija barvanja figur. Ta posnetek boste lahko tudi najdeli kasneje na našem YouTube kanalu. Tako da zdaj pa v bistvu predajam besedo Luki, pa akcija. Hvala, dobrodošli. Ti bi ne že povedal, v Akademiji pač nekako poskušamo vas navdušiti, malo pokazati, tako da vam zalaufa, da potem lahko doma nadaljujete z vajo, ker pri vseh teh stvarih, ki kažemo, je v glavnem vaja glavni problem in edini način, da se nekako navadite oziroma čim izboljšate svoje trenutne sposobnosti, da tako rečem. Pomaga pa Akademija pri tem, da ne delate nekih napak, ki so nepotrebne, oziroma da vam nekako da neko osnovo, na podlagi katere potem lahko gradite po lastnih interesih naprej svoj stil, da tako rečem, oziroma kar vas najbolj zanima, se tismo posvečate. Mi delamo na temle izdelku, ki ga potem nekako pripravimo za barvanje in nanesemo, predno vi pridete na Akademijo, že osnovne barve gor. Tako da iz tega nekako štartamo in to je nekak rezultat tega, kar v teh 4 urah, ki so na razpolago, se nekako naredi. Potem ta naslednji preskok se lahko to malo pogledati, pa da je malo naokoli, da vidijo kaj. Pa, to je pa potem nekako še, če se zdaj vložite dodatnih x ur, odvisno od tega, koliko daleč hočete pridati, se da seveda še zmeri napredovati. Gre za to, da so te tečaji, kot sem rekel, že namenjeni pridobivanju nekih osnov. Ne gre samo za to, kako barvamo, tudi za to, kako se odločimo, kako bomo pobarvali. Če barvamo kožo, vsak od vas, vsak ima malo drugačen odtenek na koži. Nekateri imamo bolj hladne tone, nekateri bolj tople, odvisno od tega, koliko časa ste bili na morju ali pa koliko dolga je zima. Se pravi, tudi če barvamo figuro, ki je nekje v nekem toplem okolju, bojo verjetno te toni malo toplejši, kot če barvamo nekoga, ki zmrzuje v Stalingradu. Tako da te stvari so zmeri stvar nekih subjektivnih odločitev, obstaja pa neka sredinska linija. In za izbor barv te sredinske linije je tole zelo priporočljivo oziroma vam pomaga, da ne iščete preveč naokoli. Se pa tle v tem setu dobite 6 barv, jaz uporabljam pri teh demonstracijah 3 barve. Gre za to, da je potrebno zbrati barve, med katerimi je kontrast tak, da se da dobiti nek srednji oziroma osnovni odtenek, potem imate neko temnejšo barvo, s katero senčite, in neko veliko svetlejšo barvo, s katero dajete svetlobne odboj svetlobe in highlighte, kot bi rekli, z lepo slovensko besedo. Tako da mislim, da tle v današnji demonstraciji bi pač prav malo pokazati, kako izgleda, da si pripravimo paleto, ko zberemo barve in kaj z njimi potem počnemo. Se pravi, imam neko barvo, s katero bom v bistvu naredil te srednje tone, se pravi, niti svetle, niti temne. Tako ne. Se vidi. Okay. Tukaj dam največ barve, tukaj dam tako 2/3 te barve, tukaj dam 1/3 barve. Sem zdaj v bistvu pripravil paleto,
prehodov. Še malo, spet enako grem, 3, 1. Če sem zdaj malo preveč zakompliciral za to demonstracijo, ampak bom. Pa dam svetlejšo, mešam pol, tretjina, 2/3, to je to. Potem še proti temni. Tretjino. Ja, se ne bo preveč. Stran. Vodo, jaz sem tle, ampak tudi čisto navadna voda noter. Kar je zelo pomembno pri akrilnih barvah je to, da so barve dovolj razrečene. Ne smete pričakovati, da boste prvi sloj nanesli, da bo ta sloj popolnoma pokrivan ali pa da boste z njim rešili pač neko senco ali pa nek svetlobni poudarek. Takole izgleda, zmešam to. Da dobro zmešate, še posebej te barve, ki so sestavljene iz večjih barv. Kot sem rekel, vsako od teh barv na tej lestvici, ki zdaj nastaja, bi lahko posebej meša, ne? Ampak če bi želeli hladnejše tone, bi namesto tople barve uporabljali kakšno bolj roza. Ta je tako zelo bež. Cilj je, da dobimo v bistvu neko lestvico barv od temne do svetle. Zdaj, ko imamo tako lestvico, imamo v bistvu vse od najglobjih senc, ki jih bomo uporabili na te dele obraza, na katere pride najmanj svetlobe. Se pravi, pod brado, pod nosom, nad očmi, pod obrvmi, v šesih, še bom potem odvisno od tega, kot prihaja svetloba. Mi si pri figuri, kjer je? Tale, ok. Pri figuri, standardnem takem nekam načinu barvanja predvidevamo, da je osvetlitev zenitalna. Se pravi, da prihaja svetloba od vzgoraj in vse, kar površine, ki izgledajo navzgor, so svetle, vse, ki proti tlom, so temne. Vi si lahko zamislite, da naredite figuro, ki je osvetljena v spodnje strani, zato ker drži neko svečo v roki in potem je svetloba prihaja v spadi, bo drugačna razporeditev senc. Za take najbolj splošne uporabo je nekak standard, da barvamo, kot da je ver svetlobe nad figuro. Jaz vedno malo zamaknem to. Imam stran, ki je bolj osvetljena ali pa stran, ki je manj. Če tukaj pogledate, je ta stran svetlejša od te. Jaz se pravi, predvidevam, da svetloba prihaja nekako iz te strani. To naredim predvsem zato, da je malo dinamike v tem obrazu. Da ni popolnoma denski. Se pravi, kako začnemo? Najlažje je začeti z sencami. Začnem z najostrejšimi sencami, vzamem barvo. Takole, barva mora biti, se vidi, prosojna v bistvu. Ne sme biti gosta, mora biti konsistence mleka, recimo, nič več kot to. In večino barve iz čopiča odlijem, preden se prvič dotaknem figure. Prav, ne prihajam na figuro z čopičem polnim barve. Potem grem v te, že s tem, ko smo nanesli primer, bel od vzgori, pa črn od spodaj, smo dobili nekako svetlejše in temnejše dele figure. In zdaj bom jaz samo v bistvu na te, kjer vidim, da je najtemneje, šel čez z svojo najtemnejšo senco. Ne bo se nekaj zelo veliko poznal v prvem nanosu, ampak to me nič ne skrbi. Ker je te barve
bistvu nekako nalagam v slojih, tle nad nosom, še naredil, pod nosom. Pod ustnico, potem tle na stiku lasišča in čela. Nisem neki preveč natančen v tej fazi. Če se mi zdi, da sem barval preveč, vzamem čopič z vodo in odstranim to barvo, predno se popolnoma strdi. Pomaga pri teh stvarih, če imate fen, ker imate te sloje veliki hitreje suhe. Tako hitreje nadaljujete, drugače pa. Si vidite se. Če imate kakršnokoli vprašanje, lahko komot vprašate tudi med tem, kaj delam. Ni noben problem. Tudi tle na vratu, recimo, ne pobarvam cel vrat, ker bom imel sigurno del vratu, ki je nekom svetlejši. No. Zdaj tegnem še tele sence tukaj. Določen del detajlov na obrazu si lahko tudi zmislim, ne? Če ni, recimo, na tej strani, če pogledate na to, kako je figura narejena, ima tukaj pod levim očesom gubo, ki je prisotna na sami plastiki oziroma na figurici, medtem ko na desnem strani te gube ni. Se pravi, je obraz zelo asimetričen. Ampak lahko te detajle dorišem. Tako da boljša figura, ki je lažje se barva, ampak tudi če karkoli manjka na njej, lahko te detajle dorišete. Zdaj za te najglobje sence, bi jaz rekel, da smo, gremo zdaj na en odtenek svetlejšo barvo. S to barvo bom zdaj veliko več prekril, kot sem prekril z najglobje senco. Zato, ker te najglobje sence so res samo na ker je tako rekoč tema na obrazu. Zdaj, s to bom pa celoten ta del, na katerega pade relativno malo svetlobe, se pravi, v bistvu spodnje dele vseh teh površin, ki jih vidim kot koža. Imam tle tudi te očela. V bistvu sledim anatomiji. Smo rekli, če se mi kje zdi, da je preveč temno, odstranim samo z vodo. Mi sicer moram potem počakati, da se posuši, ker če se ne posuši, preden gre z naslednjim slojem, se zgodi točno to, kar se je zdaj zgodilo, da potegne temnejšo barvo v svetlo. Ne? Ampak kakršnokoli napako naredite, ni noben problem, zato ker ko se posuši, lahko ta ciklus ponavljate ves čas. Ne? Ni na povprečju na takem obrazu, kot je ta, je, ne vem, koliko bi rekel slojev, 200 jih je sigurno. Ne? Ampak lokalno pač popravljanje stvari, ne da bi zdaj 200 krat pobarval. Ampak nosi na različne. Ne moram malo počakati, da se toliko posuši. Tle v tej fazi sigurno še pod očmi pobaram tudi veke. Učem zdaj, da bi imel neke izrazite podočnjake, ampak vseeno je to del, v katerem je vedno prisotna senca. Tle na vekah sem zdaj naredil, čeprav so veke svetle, zato da bom potem, ko bom dodajal svetlobe, dobil toliko večji kontrast.
Ne? Zato sem zdaj vnaprej potemnil, zato da bo potem bolj izstoplo, ker oči so središče obraza. Ne? Oči morate nekako toliko poudariti. Vse, kar delate zato, da oči bolj izstopijo. Ne? Kako pa barvaš brado? Brado bom pa v bistvu enako sloji, ampak s tem, da najprej bom zdaj pobarval z kožnimi barvami, potem bom pa z redkimi sloji barve brade nekako to prepletel. V bistvu na bradi je zelo pomembno, da delate kakšna je tehnika. Ne? Če bi takole barvo brado v tej smeri, ne bi dobil dober efekt. Ne? Za barvanje brade v bistvu morate s čopičem takole mehne črtice delati, ves čas. Dobite tak nek efekt brade. Med vprašanje, kakšna barva je tudi brada, je velik kontrast? Točno to, ja, odvisno, ko imate gosto brado. Če imate tako, kot jaz, potem boste zelo malo kontrasta. Če imate pa neke take goste brade, je pa... Tale brade, lahko ima recimo lahko je bolj temnolas, lahko je pa bolj blond. Tako je, svetlolasi so sploh problematični, ker je senca, ki jo tlake oziroma brada daje, ne toliko bolj izrazita, kot je barva samih dlak. V bistvu tam senco rišete. Senco, teksturirano senco. Kako tisto razmejiti? Sploh, ni treba, ne sme se razmejiti, to je. Potegnete treba eno ne sme biti vidna, treba eno mejo, mejo zabrisati v bistvu, s tem, da bolj je gosta brada, manj krajši je ta prehod, da tako rečem. Tako. Zdaj gremo na tretjo. In zdaj s to tretjo senco v bistvu prekrijem 90% nekako obraza. Če se mi zdi, da sem spustil ali pa da nimam dovolj kontrasta, lahko komod grem en korak nazaj, zato si tudi namešam barvo vnaprej in imam celo lestvico v smeri pripravljeno. Recimo zdaj tle pod nosom na tem delu, ne vem, ko se temu reče, tale gubica pod nosom, je tle tudi temna senca